Lepo pozdravljeni v sklopu serije pogovorov z nevladnimi organizacijami, ki nastaja pod okriljem projekta Koroška demokratična postaja, ki se je s pomočjo programa Active Citizen Fund v Sloveniji razvil v večletni angažma. No, na hitro rečeno, namen tega projekta Koroška demokratična postaja je opolnomočiti občane in nevladne organizacije pri vključevanju v demokratične procese, ker smo torej prepričani, da vkolikor nimamo privzgojene politične kulture ali naprej pripravljeni nekih vzorcev, potem je pravzaprav lahko govorimo le o nekem konceptu demokracije. Oziroma rečeno drugače, bolj kot imamo razvito družbeno-politično zavest, ki se lahko torej doseže tudi z verodostojnim informiranjem in seveda tudi s spodbujanjem zanimanja, višja je potem ta stopnja politične participacije, bolje seveda tudi strukturirana in nenazadnje usposobljena za doseganje nekega skupnega dobrega. No, da bi dosegli vse to zastavljeno, torej v sklopu tega našega projekta smo projekt razdelili na dva sklopa. Prvi je pisarna za opolnomočenje, ki je občanom in nevladnikom namenjena vsak dan, 4 ure dnevno in reševanju njihovih individualnih tem, tako da vsi, ki imate kakršnekoli pobude, predloge ali morda le vprašanje, kje dobiti kakršnekoli informacije, potem seveda dobrodošli v pisarni. No, drugi sklop pa je urbani forum, ta pa kreira torej prostor druženja in možnost spoznavanja, diskutiranja torej družbenih tem, ki so na nek način torej predpogoj tudi za kasnejšo participacijo. No in v ta torej del našega projekta, torej v sklopu urbanega foruma, sodi torej tudi ta serija pogovorov z nevladnimi organizacijami. Imenujem ga tudi cikel 7. Zakaj? Ker torej sodeluje 7 nevladnih organizacij, katerim je pravzaprav skupno, da se angažirajo na področjih, ki so torej na nek način malo manj otipljive, naprimer ali da spodbujajo povezovanje, civilno-družbeni aktivizem, soupravljanje in podobne, torej manj na nek način otipljive, znane, kakorkoli želimo, torej teme. Poleg Pekarne Magdalenske mreže, ki jo gostimo danes, smo se torej v tem ciklu 7 družili še z inštitutom 8. marec, predstavila se je Umanotera še, Mirovni inštitut, Fokus, CNVOS in DSAF in na tej točki lahko povem, da so vsi pogovori še vedno na voljo, torej tudi na našem YouTube kanalu. Zdaj pa, kot uvodoma rečeno, torej Pekarna Magdalenske mreže, ki jo bo predstavljala direktorica Urška Breznik. Urška, dobrodošla in seveda najlepša hvala, da si se odzvala vabilo. Najlepša hvala za povabilo, pozdravljene. Torej, glede na to, da je naš namen predstaviti, kakšen je torej pomen, vloga nevladnih organizacij, torej tudi iz vidika torej širše skupnosti, širše družbe, na koncu celotne Slovenije, če lahko tako rečeva, začniva kar na začetku. Torej, odkot je pa nastala potreba po vašem društvu? Ja, Pekarna Magdalenske mreže v bistvu je zavod pravno-formalno, ki je nastal leta 1997, v bistvu kot nek povezovalec med vsemi kolektivi in posamezniki in posameznicami, ki so se od leta 1994 dalje začeli zbirati v kulturnem centru Pekarna, zapuščenem vojaškem objektu v Mariboru in ustvarjali ali se pa ukvarjali z športnimi aktivnostmi, družbeno-kritičnimi in tako dalje. In zato tudi to ime, Pekarna Magdalenske mreže, nahajamo se v mestni četrti Magdalena, mreža pa je bil naziv za ves ta skupek vseh aktivnih v pekarni. Potreba se je pokazala po nekom, ki koordinira aktivnosti in se hkrati ukvarja in vzpostavlja odnose z občino, med občino in torej s novo nastalim skvotom, ki malo skrbi za stavbe, za okolje in tako dalje. Potem, ko se pa je v bistvu kulturni center Pekarna začel polniti in večati skozi svoje programe in je se uselilo in nastalo več nevladnih organizacij, več posameznikov in posameznic je prišlo, pa je čez nekaj let potem naša organizacija, sicer še zmeraj zelo aktivno vpeta v delovanje celotne skupnosti kulturnega centra Pekarna, se malo bolj osredotočila tudi na tiste stvari, ki nas specifično kot kolektiv zanimajo. Torej, če lahko govoriva danes, no torej, kaj so tiste neke glavne naloge, dejavnosti, s katerimi se ukvarjate kot ta specifična? Ja, načeloma programsko pokrivamo področje kulture in znotraj tega vizualne umetnosti in audiovizualne umetnosti, tudi nekaj uprizoritvene. Zelo aktivno se ukvarjamo z mladinskim področjem, predvsem skozi naš center kritične pismenosti, o katerem bom morda malo kasneje več spregovorila, in tudi skozi prostovoljsko delo, tudi mednarodno prostovoljsko delo in tudi brezplačna svetovanja.
Oba ta programska sklopa ali pa stebra, kultura in mladina, sta pa zelo tesno povezana tudi z našimi civilno-družbenimi aktivnostmi in pobudami, ker načeloma razmišljamo skozi to, da je vse v našem življenju politično in vsaka naša aktivnost je politična in zato je treba na tak način tudi razmišljati, ko pripravljaš program, ko sodeluješ z različnimi zunanjimi sodelavci, ko sodeluješ z mladimi in tako dalje. Kot rečeno, smo pa vpeti tudi v sam kulturni center Pekarna, ki ima po eni strani dinamiko znotraj celega kompleksa in je neka skupnost, v okviru katere je potrebno sodelovati. Po drugi strani pa je kulturni center Pekarna vedno v zelo napetem odnosu z lokalnimi odločevalci, torej z Mestno občino Maribor, in je to pač nek povsem drug način delovanja oziroma nekaj čisto, kar je izven našega sicer programskega sklopa, ampak se s tem seveda tudi zelo intenzivno ukvarjamo, tudi odvisno od župana aktualnega ali od leta in tako dalje, in nekih tenzij, ki nastajajo, ko raste ta želja v mestu po profitu. Nekako si torej že pravzaprav generalno povedala, prebrala sem vaš statut in recimo, če zdaj greva konkretno, v svoji viziji ste zapisali, da bodo programski stebri, torej do 2026, tematsko poenoteni okrog ključnih tem. Torej zdaj malo si že govorila o določenih ključnih temah. Vaš namen, tako kot v viziji piše, je torej, s čimer se boste lahko žurno odzivali na aktualne družbene razmere, učinkoviteje dosegali ciljne skupine in tudi večjo prepoznavnost v družbi in medijih. Torej vprašanje, kateri so ključni stebri, katere so ključne teme ter kako jih detektirate. Če morda greva zdaj to, kar si nekako uvodoma povedala, malenko še v globino. Ja, torej naša želja je bila, da poskušamo vsako leto ali pa vsaki 2 leti nekako poenotiti sklope obeh ključnih stebrov, se pravi kulture in mladine, se pravi potem še hkrati civilno-družbene vsebine. Ravno zaradi tega, ker so ponavadi vsebine, ki jih nagovarjamo, ali je to podnebna kriza, ali je to delavske pravice, ali je to svoboda medijev, ali je to, tako kot je v letošnjem letu, mogoče skrbstveno delo in reproduktivno delo, da poskušamo nekaj to povezati z mladinskimi in kulturnimi programi, da skozi vse te vsebine to komuniciramo različnim ciljnim skupinam in na tak način dajemo poudarek na pomen teh tem za družbo. Zdaj včasih nam to bolj uspeva, včasih manj, ker včasih se zgodi, da, ker smo seveda nevladna organizacija, zelo veliko odvisna od razpisov. Včasih razpisi žal narekujejo vsebine, s katerimi se naj ukvarjamo. Včasih se moramo posvetiti neki zelo specifični lokalni tematiki, ki je ponavadi povezana z grožnjo obstoju kulturnega centra Pekarna. Kadar pa imamo čas in pa dovolj sredstev, pa zelo radi res delamo to, kar so nam pri srcu, te teme, ki sem jih ravno kar omenila, in potem poskušamo res skozi vse te vsebine nagovarjati različne ciljne publike. Se pravi, da v mladinske programe vključujemo specifično to področje v kulturne programe in iz različnih pristopov, različnih vidikov opozarjamo javnost, ozaveščamo, izobražujemo obstoječi problematiki ali pa v bistvu neki družbeno-politični situaciji, s katero se soočamo. Kritična pismenost zagotovo ena izmed teh področij. Kako torej in ocenjuješ samo kritično pismenost, sam razvoj, torej tudi tekom vsega vašega delovanja in morda smernice? Ja, se pravi, kritična pismenost je v bistvu eno področje, s katerim se ukvarjamo že od leta 2009 na pobudo Vide Vončine, ki je kritična pedagoginja. In smo takrat začeli razvijati model izobraževanja tako za pedagoške in mladinske delavke, delavce, kakor tudi za mlade. In pretežno te vsebine izvajamo v okviru srednjih šol, pa v okviru tega KATIS programa, ki je namenjen učiteljem in učiteljicam oziroma drugim pedagoškim delavkam in delavcem. Kritična pismenost pa je bistvena zato, ker je ta kritičnost dodaja pismenosti zelo specifično politično in pa etično dimenzijo. Ko govorimo o kritičnem razmišljanju, ki se danes kot neka floskula že skoraj pojavlja, skoraj povsod tudi v kurikulumih, pa v bistvu sama po sebi nič ne pomeni, velikokrat. Za razliko od kritičnega razmišljanja je kritična pismenost zelo dialoška, se pravi, ne ostajamo zgolj na monološki ravni, sami
v sebi, ko razmišljamo, okay, to pa je nekaj, poslušamo nekaj na televiziji, gledamo novice, rečemo, okay, to pa zagotovo ni res, s tem se ne strinjam, to pa to bi se moralo spremeniti, ampak to stane v nas, o tem razmišljamo. Medtem ko kritična pismenost nujno vodi v dialog z drugimi, po možnosti za neko večjo skupino in tudi njena ključna agenda je sprememba družbe na bolje, zato tudi vedno aktivno delujemo v svetu. To se potem, ko mi te delavnice izvajamo za mlade, poskušamo to prikazati na tak način, da je na koncu zadnji del delavnice posvečeno temu, da oblikujemo neko družbeno akcijo. Da se mladi naučijo razmišljati. Potem dejansko izpeljete, no? Ki jo dejansko izpeljemo, kadar imamo dovolj ur na voljo v okviru šolskega sistema. Par primerov, da si znamo predstavljati, v kakšnih različno. Organizirali so že na kakšne teme ulične performance mladi, znotraj šole so potem mogoče. Znotraj šole so izdelali ene specifične plakate, ki so nagovarjali neko problematiko v šoli in jih izobesili, naredili so eno spletno stran in tako dalje. Medtem ko pri učiteljih pa pedagoških delavcih pa poskušamo pobliže pogledati učbenike, ki jih uporabljajo pri pouku in se osredotočati na neke problematična poglavja, problematične tekste, ki se pojavljajo. Kaj pa je problematični tekst, da vemo, o čem govorimo? Naprimer, problematični teksti se zelo velikokrat pojavljajo, zlasti, ne vem, pri predmetu geografije ali zgodovine. Naprimer, geografija je tak zelo očiten primer, ko o drugih celinah, zlasti afriški celini ali azijski celini, velikokrat je fokus na tem, da govorimo, da so revni, da se dogajajo naravne nesreče, brez da bi se to revščina pobliže analizirala. Se pravi, da se premalo govori o imperializmu, o kolonializmu, kako smo še zdaj natanko. Zakaj do nečesa pride, razumem. In tako poskušamo učiteljem ponuditi še druga orodja, kako neke take teme iz več strani obseči in dati res celostno sliko, no, ki kaže tudi konec konca na politični ekonomski sistem, v katerem živimo, da pač nič ni ločeno od njega. Izjemno je tudi to, da dejansko osveščate tako učitelje, pedagoge, torej na eni strani, kot seveda tudi potem pač mladi, ki so na nek način tudi uporabniki teh pristopov, ki jih torej tudi pedagogi pravzaprav preko vaše izjemno. Sama ta ideja kritične pismenosti tako izhaja iz kritične pedagogike Paula Freira, ki je bil brazilski filozof, pedagog, aktivist, ki je delal z revnimi brazilskimi kmeti na način, da je skupaj z njimi poskušal identificirati ključne problematike v teh feudalnih odnosih, ki so jih imeli z lastniki posestev, za katere so delali, in pač skupaj z njimi najti načine, kako se osvoboditi tega. No? Tako da je tudi eden izmed glavnih principov kritične pismenosti je to, da nikoli, naprimer tista, ki izvaja delavnice, ne nastopa v vlogi vsevednega učitelja, ki ex katedra razlaga stvari, ampak da je zelo pomembno, da to znanje se med seboj izmenjuje, znanje, ki ga imajo mladi ali učitelji in tako dalje, in se potem skupaj sestavlja neka slika oziroma pogled na neko specifično problematiko ali temo. Poleg tega pa sicer tudi realizirate in ustvarjate neko pretočno, živahno, recimo bi lahko rekli tudi umetniško skupnost. S tem ciljam seveda na kopico vaših večletnih projektov, festivalov, recimo tudi program Soba za goste Maribor je ena takšnih. Morda še nekaj v tej smeri, če lahko izvemo. Program Soba za goste Maribor oziroma Gestrum Maribor z tujko je bil vzpostavljen leta 2011 ravno z namenom omogočiti neko rezidenčno platformo za umetnike in umetnice, ki prihajajo iz tujine in jih povabimo v Maribor. Tudi zato, da malo decentraliziramo polje umetnosti in kulture, se pravi, da ne gre vsi v Ljubljano, da pridejo v Maribor, da jim omogočamo stik z lokalno skupnostjo, tako umetniško, kot tudi z prebivalkami in prebivalci, in da skozi svoje mesečne rezidence v Mariboru poskušajo skupaj s prebivalci, umetniki, drugimi lokalnimi organizacijami se dotikati nekih tem, ki so vezane na to lokalno skupnost. Zdaj z leti je program pač rastel, žal ne raste financiranje, je pa morda potrebno zdaj opozoriti, da je ravno v letošnjem letu je bila sodelavka Lucija Smodiš z zunanjo sodelavko Teri Suč, sta bili zelo uspešni pri prijavi na en razpis in smo ravno kar zaključili z enomesečno rezidenco, kjer smo gostili kar 6 umetnic iz različnih koncev sveta, ki so raziskovale področje skrbstvenega dela, ki je seveda zelo pomembno področje v naši družbi, se pravi
vsak izmed nas, zlasti ženske, smo tiste, ki opravljamo skrbstveno delo, bodi si skrbstveno delo kot skrb za otroke, skrb za starejše, skrb za bolne in pa to vsakodnevno delo, ki ga opravljamo, ki je tudi neka nadpomenka reproduktivno delo, zato da pač načeloma lahko v vsakodnevnem življenju funkcioniramo, se pravi kuhanje, čiščenje, koordiniranje gospodinjstva in tako dalje. V okviru te rezidence, za katero smo tudi veseli, da ni rabila biti, zaradi financerjev, ni rabila biti produkcijska rezidenca, ampak se je lahko osredotočala na raziskovalni proces, tako da je tudi ena izmed umetnic, ki je bila na obisku pri nas, je tudi mati in je imela lahko s sabo 3-letno hčerko, kar drugače take rezidence redko kdaj omogočajo materam, da pridejo z otroci na rezidenco. Gostili pa smo tudi izjemno umetnico iz Avstralije, Danico Kneževič, slovensko-hrvaških korenin, ki je sama skrbstvena delavka, skrbi za svojo mamo, ki ima cerebralno paralizo in tudi za stare starše skrbela, ki sta imela oba demenco in skozi to svojo izkušnjo se potem preko video umetnosti, fotografije in performansa nagovarja pač oblike skrbstvenega dela, svoje razmišljanja in tako dalje. Razstava je še do 2. avgusta na ogled v naši galeriji Obrat na Trgu Revolucije 9. No, ampak se mi zdi, da so pač taka obdobja, kjer ta program Soba za goste res zelo veliko ponuja tako mestu, kakor tudi drugim umetnikom in umetnicam in pa hkrati pač širši lokalni skupnosti. No. Vedno pa v okviru te rezidence Soba za goste gostimo umetnike in umetnice, ki se ukvarjajo z nekimi pomembnimi temami, ki so politične. In se potem lahko navežejo na lokalno skupnost. Kako pa recimo odločevalci? Malo smo seveda lahko malo že slišali v samem štartu, da ni zdaj ne vem kak posluh, ampak vendarle, kako ocenjuješ torej komunikacijo z odločevalci, kako pravzaprav morda celotna skupnost, no? Tudi torej posledično volja torej občanov, posledično potem torej tudi z odločevalci, kako pravzaprav prepozna ta vaš doprinos? Mislim, jaz bi rekla načeloma, je tako, na eni vprašanje je pač zelo kompleksno, zaradi tega, ker je pač zelo kompleksen odgovor. Se pravi, načeloma so vsi zelo veseli, da zelo veliko delamo, tega so najbolj veseli. Da je veliko dogodkov. Da je veliko dogodkov, da se veliko dela, da imamo res kvalitetne in kakovostne stvari, kar vsi prepoznajo, s tem nimamo težav. Se pa seveda pojavijo težave velikokrat pri financiranju. Kot rečeno, smo nevladna organizacija in se povsem zavedamo našega položaja, se pravi, prijavljati se moramo na razpise. Problem pa je, kadar iz različnih razlogov odločevalci, bodi si na lokalni, bodi si na nacionalni ravni, ne znajo dobro presojati, na kakšen način bi oni sami ta sredstva porabljali, oziroma nimajo jasne vizije, bi jaz predvsem temu rekla, jasne vizije, v katero smer želijo, da se določeno področje na nacionalni ravni ali lokalni razvija. Kljub temu, naprimer, da so sprejete te neke strategije, včasih te obležijo v predalih, kar potem zelo vpliva na to, da je včasih napisana strategija v nasprotju s tem, kar na vsakoletni ravni ali pa vsaki 2 leti, ko se objavi razpis za financiranje, potem priča. Se pravi, razpis govori čisto nekaj drugega ali pa kriterije v razpisu kot tisto, kar imamo zapisano v strategiji. Torej, to se mi zdi, da je ključen problem, da pač se ne sledi, ali ni izdelanih vizij, ali pa ni izdelanih strategij, ali pa so, pa se ne upoštevajo. Da se sledi temu. Preko razpisov in vseh teh stvari, ki akcijsko prispevajo k uresničevanju vizij in strategij. To bi rekla, da je ena stvar. Druga stvar, ki pa je zgodba povsem zase, je pa Kulturni center Pekarna, ki pa je tudi zelo kompleksna zadeva, je pa vezana na to, da je, se pravi, Kulturni center Pekarna je od samega začetka v tej soseski, kateri je prej bila to velika vojaška pekarna iz konca 19. stoletja, to je bila v Avstro-Ogrski in pa tudi v SFRJ Jugoslaviji, od leta 1994 dalje, torej skvot. Vse oblike delovanja in vsa področja, ki v pekarni obstajajo, so zelo povezana z sosesko, kjer je veliko srednjih šol, UKC Maribor, zdravstveni dom in drugih institucij, zato se vsebine med seboj oplajajo.
Veliko brezplačnih svetovanj, naprimer, je za mlade, ki imajo psihološke težave, motnje hranjenja, veliko je učnih pomoči, drugih programov za mlade. Prav tako imamo zelo aktivno plezalno steno za APD Kozjakom, Bukvarno, ki je največja v Evropi, številne glasbene skupine, ki so prišle, ne, iz Pekarne in se potem uveljavile in še zdaj nastajajo. Je pa od vsakega vodstva občinskega odvisno, kako pač nekaj takega razume. Zdaj, ker ponovno bom poudarila, da živimo v politično-ekonomskem sistemu, v katerem živimo, so seveda prostori, ki so nekomercialni, neprofitni, ki so še zmeraj javni prostori, kamor lahko gredo tudi tisti, ki nimajo denarja, postajajo vedno manj zaželeni, ker pač ne prinašajo profita, zlasti v mestih, kjer se neko to razmišljanje obrača specifično v turizem ali pa v neke druge profitabilne dejavnosti. In Pekarna je, na primer, zdaj v enem takem obdobju, ker je relativno blizu centra mesta, kjer se je mesto... So pač apetiti zelo veliki. Zelo veliki, ja. Center je se zelo začel gentrificirati v zadnjih letih in to gentrifikacija prihaja tudi na drugo stran Drave, v območje Pekarne. In zdaj je Pekarna v bistvu z vseh strani postaja vedno bolj obdana z novimi bloki, z dragimi stanovanji, ravno kar se na lokaciji stare zdravstvene postaje zgradil nov zdravstveni dom, ki tudi vizualno precej spreminja to podobo. In Pekarna pač ostaja še neki zadnji taki mejnik v mestu, eden izmed zadnjih takih mejnikov, pa branikov, pač teh nekih prostorov, ki so javni, nekomercialni in ki tudi že za svojo vizualno podobo ne spadajo v to zloščeno idealni svet, kot si ga mnogi želijo. No? Tako da imamo ves čas, smo v veliki napetosti v odnosu z občino. Kako velika pa je recimo ta vaša ekipa? Zdaj, konkretno v naši organizaciji, nas je zaposlenih 5. Imamo tudi vedno, vsako leto so pri nas 3 prostovoljci Evropske solidarnostne enote. Imamo okoli 20, tekom šolskega leta okrog 20 mladih prostovoljk in prostovoljcev, ki delujejo v naših prostovoljskih programih, ki so vsi usmerjeni v skupnost. Potem imamo še pa okoli 10 do 15 zunanjih sodelavk in sodelavcev, vezanih na različne naše programe in vsebine. To je specifično samo za našo organizacijo. Ne? No, ampak teh 5 zaposlitev, tako da je pač jasno, da se znamo predstavljati, na koncu si pa zagotovite sami preko razpisov. No? Torej, to ni zdaj, da zbite denar od občine za 5 zaposlitev. Ne, smo nevladna organizacija, tako da to ni mogoče. Razumem, ampak kljub temu določene stvari je pač tudi pomembno, da jasno rečemo, da se pač pravzaprav lahko tudi razume. Se mogoče je potrebno dopovedati, ker veliko krat govorimo oziroma slišimo, da so nevladne organizacije pijavke in tako dalje, ampak na nek način smo nevladne organizacije na isti način na trgu, kot so na trgu podjetja. S tem, da naš trg so razpisi, ampak vse podjetja so tudi na razpisi, so pač različne vrste razpisov, s tem, da, moče tudi to pomembno povedati, za razliko naprimer od Pipistrela, nam država ne daje subvencij. Tako, Ves naš denar in ne delamo profita s pomočjo teh subvencij. Nevladne organizacije ne smejo delati profita in ves denar, ki ga preko javnih razpisov pridobimo, gre za neprofitne dejavnosti. Tako, zato res, da tako drugače ne moreš pravzaprav delati profita. Oziroma, če ga že naredite, to smo že tudi enkrat na dolgo in široko razpravljali v eni od teh serij, more pač pa ta profit nazaj v program, torej v druge dejavnosti, tako da profit nevladnih organizacij je pravzaprav izboljšati področje, na katerem delujejo in ne glede na to, kje se pravzaprav ta organizacija Mislim pa, da zelo malo nevladnih organizacij dejansko dela profit. No, ampak hipotetično, če bi že komu uspelo, torej mora iti nazaj v program in se ne razdeli med člane ali ustanovne člane, kamorkoli. Z delovanjem civilne družbe sem nekako želela nadaljevati, čeprav ves čas ga pravzaprav tako ali drugače prepletava. Kljub temu pa torej, kako ti vidiš delovanje civilne družbe, pomen torej nevladne organizacije iz tega aspekta, tudi pozicijo vaše organizacije znotraj aspekta delovanja civilne družbe? Se mi zdi, da je morda, v Mariboru smo morda malo specifika, ker imamo tudi kar nekaj
oziroma jaz mogoče Maribor bolj poznam, lahko da je to značilno za vsa No, pa kraje. ja. Ti na koncu povemo. Da ima že od leta 2012 dalje aktivno civilno družbo tudi na področju samoorganiziranja prebivalk in prebivalcev v mestnih četrteh preko iniciative Mestni zbor, ki se je vzpostavila po teh prvih protestih proti takratnemu županu Kanglerju in pa proti takratnemu premijeju Janši. Kajti ideja je bila, da očitno je nekaj narobe z samim predstavniško demokracijo, ki jo imamo, ker ta komunikacija med prebivalci in tistimi, ki so potem izvoljeni, se očitno v enem trenutku prekine in tisti na pozicijah ne slišijo več, kaj govorijo prebivalke in prebivalci. In je bila ta ideja, morda pa je potrebno skupaj s prebivalkami in prebivalci spostaviti neke skupščine, kjer bi ljudje lahko dejansko razpravljali o stvarih, ki jih težijo, pritiskali na odločevalce, sami ponujali rešitve in tudi sami reševali te probleme. Tako da zdaj je že 12 let, odkar te skupščine v mestu potekajo in se mi zdi, da zelo vplivajo tudi na neko podobo civilne družbe v Mariboru. Je pa seveda še številni drugi kolektivi, ki so aktivni. S tem, da nevladne organizacije, bi jaz rekla, da morda v zadnjih letih nasplošno v Sloveniji, razen morda na področju okolja, se mi zdi, da postajajo vedno bolj konformistične, kar pa bi jaz rekla, da je precej povezano tudi z razpisi, ki narekujejo vsebine in zelo subtilno, če tega ne prepoznaš, usmerjajo delovanje. Zelo pomemben je tudi prihod, da bom tako zvenela, tujega denarja v državo. Ko smo zgroženi, ko govorimo, da v Gruziji, pa ne vem, v Rusiji ali kjerkoli prepovedujejo financiranje nevladnih organizacij iz drugih držav. To ni tako neumno, kot se sliši na prvi pogled. Če samo pogledamo nekatere bivše države Jugoslavije, tam je zelo veliko ameriškega denarja preko ta National Endowment for Democracy in tako dalje. In pač na tak način neka druga država kontrolira ali pa ustvarja svojo demokracijo ali pa usmerja. In to se malo dogaja tudi pri nas, ne nujno preko tega fonda, čeprav mislim, da je prisoten že tudi pri nas, ampak lahko preko katerih. In se mi zdi, da se celotna civilna družba v zadnjih letih precej pomaknila, če je bila prej v večini primerov, bi se rekla levo, pa zelo levo, se zelo premika proti sredini. In isto nevladne organizacije, to se da zelo opaziti v zadnjih 15 letih, se mi zdi, da je zelo prisotno. Tako cela družba. Cela družba je tudi NGO-ji smo del civilne družbe. To je precej žalostno, bi jaz rekla na tem. No, ampak to zagotovo botruje k temu, kot zagotovo, prav ti razpisi. Ker na koncu ti naslovi razpisov seveda te usmerja tudi vsebinsko. Jaz bi rekla, da so to, glavna stvar so razpisi, druga stvar pa je mogoče tudi, da je, imamo sicer kar nekaj takih primerov, ampak so zelo kratkotrajni, da ta samonikla prizorišča, kot je Pekarna bila, kot je na primer Ming Tolmin, pa ambasada Štefana Kovača v Radencih je bila, pa Cmak Cerkno in tako dalje. Sicer nastajajo, konec koncev tudi sicer nastajajo v Sloveniji, ampak so zdaj veliko bolj kratkotrajna, manj dolgoživa, tudi zaradi tega, ker ni več tega nekega entuziazma ljudi, da bi delali zelo dolgo, prostovoljno in se zelo angažirali za neko specifično stvar, tudi zaradi tega, ker živimo v sistemu, v katerem več res ni mogoče preživeti brez tega, da ti služiš denar. Se ne, da prej nismo živeli, ampak socialna situacija se je zelo zaostrila in mladi so vzgajani v čisto drugem duhu. Manj mladih je danes, ki bodo zelo angažirano, pa so pripravljeni leta in leta se s tem ukvarjati, zato ker jih vodi neka ideologija ali pa neki navdih. To mislim, da se tudi zelo, zelo opazi. No in nasplošno imamo tudi zelo, sploh mladi, če zdaj gledajo, recimo kot druga generacija, imamo tudi nasplošno kratkoročne informacije, vse je zelo hitro, tako da mogoče tudi to je aspekt, zakaj je neka dolgoročnost
mogoče manj dolgoročna, kot je bila par let nazaj. No? Torej tudi način življenja, vse skupaj. No? Absolutno. Pač drugi preko sistema so prišle pač tudi v družbo druge vrednote, ne, ki se zelo odmikajo od tega, kar je bilo specifično. Morda se samo nikla prizorišča. Ja. Če se vrnemo konkretno torej še temu našemu projektu Koroška demokratična postaja, mi lahko v sklopu tega projekta zagotovo trdimo, da je zelo razvidna torej potreba po nekem neformalnem družbeno-političnem angažmaju, torej tudi izobraževanju, spodbujanju, torej na splošno k udeležbi v samih procesih kot takega. Torej pa me zanima, kako torej ti ocenjuješ idejo servisa, torej kar počnemo mi ne nazadnje, torej tudi s to našo pisarno in z opolnomočenjem in z urbanim forumom, ki bi bila torej namenjena splošni javnosti in ki bi torej služila izobraževanju in razvoju demokratične participacije. Ja, meni se zdi, da je pač zelo pomembno o tem čim več govoriti, tudi zaradi tega, ker, kot sem že prej omenila, predstavniška demokracija ne deluje več oziroma zelo slabo deluje in se mi zdi, da je veliko treba govoriti o tem, kaj demokracija pomeni in da obstajajo številne druge vrste demokracije, ki so morda zato, da če želimo, da ljudje res dobijo neko besedo pri odločanju, pa predvsem zato, da mladi razumejo, da ta svet, v katerem trenutno živimo, ni edini možen, da je treba seznanjati s temi različnimi oblikami demokracije, od neposredne do participatorne in tako dalje, ki nam vsem bi lahko omogočale dosti boljše življenje. No? Tako da se mi zdi na tak način vzpostavljati neke prostore, kjer se o tem veliko govori in kjer se lahko tudi neposredno preizkušaš skozi delovanje ali pa sodelovanje v taki organizaciji ali kolektivu, se mi zdi zelo, zelo dragoceno. In kar pravzaprav ne nazadnje počnete tudi sami, no, z vsem, kar smo pravzaprav tudi slišali. Prosila bi te za neko zaključno misel. Ne nazadnje, ideja vseh teh druženj je, da vsi tisti, ki nas pač sledijo ali v živo ali preko videa, pravzaprav prepoznajo, no, to bi si sama osebno želela, torej tako pomen kot vlogo nevladnih organizacij, zakaj je pravzaprav angažma civilne družbe tako dobrodošel, kaj pravzaprav pridobimo s tem, da tudi podpiramo nevladne organizacije, nevladnike, da se jih ne razume kot breme. Tako da recimo, glede na to, da si še zadnja v tem ciklu 7, morda je zdaj trenutek, da nekako nagovoriva. Ja, mislim, da se ne zaveda veliko ljudi, da večina stvari, ki se v nekih mestih ali krajih odvijajo, se odvija, ker so za njimi stojijo nevladne organizacije. Da ljudje ne nujno povezujejo besede, kot je društvo, zavod ali pa ime specifične neke organizacije s dejstvom, da je to nevladna organizacija. Sem prepričana, da ne vejo. In veliko ljudi, katerih otroci hodijo na programe brezplačne učne pomoči, na brezplačna prostočasna druženja, katerih mladi se udejstvujejo v glasbenih nekih koncertih ali poskusih, gledaliških poskusih, veliko razstav, ki jih ljudje obiskujejo, veliko koncertov, ki je organiziranih, veliko festivalov, ki jih je organiziranih, vse to pretežno izvajajo nevladne organizacije. Se pravi, če si zamišljamo svet brez vseh teh vsebin, bi bilo življenje v mestih, v krajih, ker je tako pestro, precej dolgočasno. Hkrati pa je pomembno tudi, danes sem zelo vesela, da sem tukaj, ravno ko smo dobili včeraj, pa še danes zjutraj tako lepe novice o Julianu Assangeu, ker smo tudi skozi kritično pismenost, smo mi tudi pred 2 letoma gostili Craiga Murraya v pekarni v Mariboru, enega izmed bližnjih prijateljev Juliana Assangea in tudi samega bivšega žvižgača, ki je z enim urnim predavanjem in pogovorom in takrat je rekel, da on vseeno malo upanja pa ima, da bo Julian Assange enkrat izpuščen in to, kar se je zdaj zgodilo, je res neverjetno in izjemno. In hočem reči, da civilna družba je bila ključna, ki je pripomogla k temu, da so ga izpustili. Se pravi, to, kar se zdaj hvalijo avstralski politiki, to je kapljica v morje v primerjavi s tem, kar je vsa ta leta civilna družba delala. In tudi, če pogledamo Palestino, vse, kar pomembnega se dogaja na področju Palestine, kjerkoli na svetu delajo pač civilna družba, bodisi v kontekstu nevladnih organizacij, samoorganizirani ljudje, ves ta pritisk, ki se izvaja, da potem neke vlade sprejmejo neke odločitve zaradi pritiska civilne družbe. In zaradi tega je potem svet boljši.
In če gremo recimo iz globalnega na čisto lokalno okolje, da se morda lahko še bolj čutimo na nek način, torej vse te organizacije, ki razdeljujejo hrano, ki pomagajo pri oblačilih, ki pomagajo pri potrebščinah. Mislim, lepo, da si pravzaprav to izpostavila. Vse to v zadaj stojijo, torej, kot rečeno, nevladne organizacije in angažirani posamezniki, ki, kot si rekla, v dolgoročnem aspektu torej se pravi, to so tisti, ki tekajo res na dolge proge, ki niso tam samo v tistem trenutku, ko so izvoljeni, ampak so tisti, ki vejo, da je treba pritiskati, da se potem nekaj spremeni, bodisi, da gre za velike zgodbe ali pa za te zgodbe, ki so res vsakodnevne, ampak zaradi teh vsakodnevnih zgodb pa aktivnosti je življenje mnogih veliko boljše, tudi, pa ne samo v humanitarnem smislu, tudi drugače. Absolutno, celotne družbe, absolutno, ker če gre sosedu v redu, gre na koncu tudi tebi v redu. Tudi sosed ne na zadnje boljše volje, in s teboj morda zato malo bolj prijazen. Urška, najlepša hvala pa ne samo za obisk danes, ampak predvsem za vaš angažma. Tudi vam hvala za vaš angažma, se to zelo pomembno. Zdaj se bomo hvalili tu. Zdaj počakaj, zdaj še se zahvalim vsem vam, ki ste prišli danes in seveda tudi vsem vam, ki ste nas spremljali torej preko našega YouTube kanala. In kot rečeno na samem začetku, še 6 ostalih nevladnih organizacij, torej lahko spoznate. Tako. Hvala lepa še enkrat in v tem trenutku le še srečno.